Lepo pozdravljeni na spletnem dogodku o podnebju in okolju prijaznejša hrana. Govorili bomo o rastlinskih nadomestkih mesu. Dogodek organizira Umanotera v okviru projekta Podnebni meni, ki se izvaja v okviru programa EUKI, instrumenta za financiranje projektov Nemškega zveznega ministrstva za gospodarske zadeve in podnebne ukrepe. Nekaj tehnikalij, mogoče samo za začetek. Po zaključku okrogle mize bo na voljo tudi nekaj časa za vaše vprašanja in razpravo, zato se lahko že tekom dogodka malo razmišljate o morebitnih vprašanjih za naše govorce. Zapišete jih lahko v sekcijo Q&A, ki odprete s klikom na Q&A na dnu zaslona. Dogodek se snema, hkrati pa se tudi v živo predvaja na Facebook strani Umanotere, tako da lep pozdrav tudi tistim, ki nas spremljate preko Facebook strani. Poudarjam pa, da bomo vprašanja sprejemali samo preko Zooma, tako da če boste želeli zastaviti vprašanja, se morate prijaviti na dogodek preko Zooma oziroma se pridružite na Zoomu. Če boste imeli kakšne tehnične vprašanja, jih lahko naslovite na Gajo Brecelj pa Hano Turšič iz Umanotere, skrbita za tehnični del današnjega dogodka. Tako, zdaj pa bi na začetku predstavila v bistvu, kaj bo tema današnjega dogodka in da tudi povemo, kaj v bistvu sploh so rastlinske alternative mesu oziroma rastlinski nadomestki mesa. Rastlinski nadomestki mesu, kot sta soja in tempeh, so na trgu prisotni že desetletja, na splošno pa tudi že tisočletja. Drugače pa je z industrijo rastlinskih nadomestkov mesa. Njeni začetki segajo v 19. stoletje v ZDA, vodilna podjetja na tem področju pa so se začela ustanavljati od 70. let prejšnjega stoletja naprej. Rastlinski nadomestki mesu so najpomembnejši segment izdelkov znotraj hitro rastoče industrije alternativnih beljakovin. Vrednost tega trga naj bi se iz 14,7 milijard ameriških dolarjev, kolikor je znašala v letu 2021, povzpela na 37 milijard do leta 2030. Rastlinski nadomestki mesa so po videzu ter vse bolj tudi po okusu in hranilni vrednosti približujejo klasičnemu mesu, vendar pa so narejeni iz rastlin, kot so soja, grah, pšenični gluten, stročnice in podobno. In tem beljakovinam rastlinskim so dodane maščobe, vitamini, minerali in voda. Lani, v lanskem letu, je prodaja izdelkov na globalni ravni presegla 5 milijard dolarjev. Do leta 2030 pa se napoveduje 19% letna rast. Razvijajo se nove tehnologije proizvodnje, novi izdelki, ki gredo preko burgerjev, znižujejo se cene teh izdelkov, investicije v podjetja, ki jih proizvajajo, pa se povečujejo. Tudi v Sloveniji na trgu alternativnih beljakovin prevladujejo rastlinski nadomestki mesnih izdelkov, kot so burgerji, hrenovke, klobase, salame in razni narezki. Ponudba teh izdelkov se hitro povečuje, prav tako tudi povpraševanje po njih. Različni trgovci jih umeščajo na različna mesta na trgovskih policah, nekateri poleg mesnih proizvodov, drugi pa na policah zdravo hrano ali hrano za posebne prehranske namene. Poleg rastlinskih nadomestkov mesa, ki se jim bomo posvetili danes, pa med alternativne beljakovine spadata še dve kategoriji izdelkov. Gre za nadomestke ali sestavine mesa, narejene s fermentacijo, ter nadomestke mesa, narejene iz celic živali. Slednji so znani pod različnimi poimenovanji, kot sta laboratorijsko pridelano ali vzgojeno meso, celično meso, sintetično meso, nekateri jih imenujejo tudi etično meso. Za razliko od rastlinskih nadomestkov mesa gre pri celičnem mesu za pravo, torej meso živali, vendar pa za njegovo proizvodnjo živali ni potrebno ubiti. Le odvzamejo jim celice, ki se jih v laboratoriju namnoži v tkivo. Takšno celično kmetijstvo obljublja bistveno zmanjšanje živinoreje. Hitro rastoč je tudi omenjeni trg alternativnih beljakovin narejenih s fermentacijo, ki je eden najstarejših postopkov proizvodnje hrane. Glavne sestavine tukaj pa so mikroorganizmi, ki se pri fermentaciji razmnožujejo z delitvijo. Kot sem že dejala, se bomo na tej okrogli mizi osredotočili na rastlinske nadomestke mesu,
ker so ti na slovenskem trgu najbolj prisotni. S 4 govorci bomo podrobneje predstavili rastlinske nadomestke mesa, kaj je moč najti na naših tržnih policah, kako se ti izdelki med seboj razlikujejo. Razpravljali bomo o tem, zakaj se potrošniki odločajo zanje, ter o trendih na trgu nadomestkov mesa. Poudarjam, da namen okrogle mize ni promocija uživanja izključno teh izdelkov kot neke edine alternative mesu, temveč želimo s to razpravo področje predstaviti čim širšemu krogu ljudi, pa spodbuditi informirano izbiro pri nakupu hrane, predvsem pa spodbuditi prehod na okolju in podnebju prijaznejše prehranjevanje. Začeli bomo s predstavitvami naših govorcev. Prva na vrsti je dr. Andreja Vezovn, prva na vrsti je Nika Tavčar iz Umonotere. Pozdravljena. Živijo. Nika je vodja projektov pri Umonoteri. Deluje na področju trajnostne oskrbe s hrano, podnebnih sprememb, trajnostnih praks in trajnostnih dogodkov. Predstavila nam bo, kakšna je podnebju prijaznejša hrana in zakaj se o tem sploh moramo pogovarjati, v nadaljevanju pa tudi o rastlinskih nadomestkih mesu. Nika, izvoli. Imamo tehničnih težav. Se opravičujemo. Se da pa narediti. Ja, nažalost, boste videli vse slajde v tem trenutku, bomo poskušali to popraviti. No, pa če kar začnemo, lahko se takole, se premikajo. Se opravičujemo. Bomo pač poskusili takole. No, pa če kar začnemo, da nam ne uide čas. Lep pozdrav v mojem imenu. Mislim, da se lahko vsi prisotni strinjamo, da se nahajamo v času globoke podnebne in ekosistemske krize in letošnje poletje je bilo zadnji tak pokazatelj tega, no, pač suše, temperaturni rekordi, neurja, katastrofalni požari, kakršni smo bili priča tudi pri nas. Pa jim prej morda nismo bili, smo jih gledali zgolj prek televizijskih zaslonov. In spomladi izdano poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe je jasno za omejitev globalnega segrevanja pod varno mejo 1,5 stopinje za preprečitev katastrofalnih posledic podnebnih sprememb je ključno odločno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov že v tem desetletju. Torej, znanost nam sporoča, da je čas za ukrepanje že danes. Kako je vse to povezano s hrano? Hrana ima velik ogljični odtis in lanskega marca izdana raziskava je pokazala, da je bil v letu 2015 sistem oskrbe s hrano odgovoren za kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov povzročenih s strani človeka. Največji del teh izpustov lahko pripišemo kmetijstvu ter rabi zemljišč in spremembam v njihovi rabi. Sedanji način proizvodnje vodi tudi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti, v zniževanje kakovosti vode, zmanjševanje rodovitnosti tal, tako da je ta sistem vse prej kot vzdržen. Temelji v bistvu na izkoriščanju narave, živali, ljudi, nazadnje vpliva na zdravje nas in na zdravje ekosistemov, od katerih smo življenjsko odvisni. Tako da trenutno podnebne krize ne moremo nasloviti brez da ne sprejmemo nekih transformativnih oziroma radikalnih sprememb tudi v našem sistemu oskrbe s hrano, tako na strani potrošnje kot na strani proizvodnje hrane.
In če sem že omenila potrošnjo hrane, s vsakodnevnimi izbirami, glede tega, kaj jemo, torej glede vrste hrane, ki jo jemo, glede količine hrane, ki jo porabimo, vsak od nas tudi usmerja ponudbo na naših trgovskih policah in tako posredno vpliva na ponudbo oziroma na samo proizvodno stran sistema oskrbe s hrano. Tako da kar jemo je ključno v boju proti podnebni krizi. Kaj pa bi morali jesti z podnebnega vidika vsaj? Če pogledamo celotno verigo oskrbe s hrano in v bistvu izpuste tekom te verige, lahko vidimo 7 vodil podnebju prijaznejšega prehranjevanja. Torej, podnebju prijaznejša hrana je tista, ki je večinoma rastlinskega izvora, ki je pridelana na ekološki ali biodinamični način, torej brez uporabe kemično-sintetičnih gnojil, brez uporabe sredstev za zaščito rastlin. To je hrana, ki ne pristane med odpadki, ker pri njenem razpadu nastaja metan, ki je izredno močen toplogredni plin. To je hrana, ki je pridelana lokalno in kupljena čim bolj neposredno od lokalnih proizvajalcev, da se znižajo izpusti z računa transporta, je sezonska, čim manj predelana in čim manj zapakirana, da se res zniža poraba energije v teh predelovalnih procesih, pri skladiščenju. In nenazadnje, če določenih izdelkov ne moremo dobiti pri nas, recimo kava, čaj, čokolada, izbiramo tiste iz sistema pravične trgovine, torej poleg tega, da so pogosto tudi iz ekološke pridelave, s tem nekako poskrbimo tudi, da so pridelovalci v državah globalnega juga za svoje delo prejeli pravično plačilo. Tako da v bistvu za prehod v podnebno nevtralno družbo je seveda potrebno upoštevati oziroma zasledovati vseh 7 vodil podnebju prijaznejšega prehranjevanja, pa vendar je odločitev za prehrano večinoma rastlinskega izvora res tisti ukrep, s katerim lahko posameznik največ prispeva k blaženju podnebnih sprememb. Zakaj? Torej, pridelava hrane živalskega izvora ima precej večji ogljični odtis v primerjavi s pridelavo hrane rastlinskega izvora, torej govorimo o precej večjih izpustih toplogrednih plinov, o večji porabi naravnih virov, torej ima velik vpliv na okolje in podnebje. Živinoreja je največji vir toplogrednih plinov v kmetijstvu, torej je nujno, da se osredotočimo na zmanjšanje izpustov z računa zmanjšanja porabe mesa in mlečnih izdelkov. Na svetovni ravni je živinoreja odgovorna za kar 14,5% vseh izpustov. V Sloveniji govorimo o 3/4 vseh izpustov zgolj v kmetijstvu. Če pogledamo na nacionalno raven, govorimo o 8% izpustov, torej nekaj, kar zagotovo ne moremo zanemariti. Že prej sem omenila rabo zemljišč in spremembe v njihovi rabi, torej 4/5 vseh kmetijskih zemljišč na svetovni ravni je v tem trenutku namenjenih za proizvodnjo mesa in mleka. Torej v veliki meri se gozdovi izsekavajo za pridobivanje novih pašnih površin ter za pridobivanje zemlje za kmetijsko pridelavo, pogosto za pridelavo živinske krme, ki jo potem uvažamo tudi v Evropo, in v tem trenutku velik del živinske krme prihaja ravno iz držav, kjer za potrebe njene pridelave izsekavajo tropske gozdove, ki so pljuča našega planeta, ki so najpomembnejši ponor ogljikovega dioksida. Omenila sem tudi že prej, da je vpliv sistema oskrbe s hrano, ampak tukaj še posebej industrijske živinoreje velik predvsem na izginjanje biotske raznovrstnosti, na zmanjševanje kakovosti vode in zniževanje rodovitnosti tal. In potem vidimo zdaj to diskrepanco, ne vemo, kakšen je vpliv, po drugi strani v tem trenutku meso in mlečni izdelki zagotavljajo 18% kalorij in 37% beljakovin za človeško prehrano. Tako da vidimo, da ta sistem je res nevzdržen v taki obliki, kakršni je. Zagotovo pa ne smemo pozabiti tudi na etične vidike trenutnega načina pridelave hrane, tako da je odločitev za hrano pretežno rastlinskega izvora res eden najbolj učinkovitih ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa, ki jih lahko sprejmemo na ravni posameznika. Pa vendar smo si ljudje različni, različne so tudi naše potrošniške navade.
Eni so na spremembe pripravljeni hitro, eni jih udejanjajo precej težje. Upoštevati bo potrebno vseh 7 vodil podnebju prijaznejšega prehranjevanja. Sploh prvega o tem, da je potrebno zmanjšati potrošnjo mesa oziroma hrane živalskega izvora, predvsem mesa in mlečnih izdelkov. Zato so v bistvu res pomembni vsi čim bolj potrošnikom sprejemljivi načini za zmanjševanje emisij in tu v igro vstopijo rastlinski nadomestki mesa, o katerih govorimo danes. Torej, zakaj smo v Monetariji izbrali to temo? To temo smo izbrali, ker na trgu že obstajajo rastlinski nadomestki mesa in prav je, da jih v tem kontekstu ne ignoriramo. Ne moremo več govoriti o njih kot o nekih nišnih izdelkih. Najdemo jih na trgovskih policah, na mizah restavracij, narašča povpraševanje po njih in tudi ponudba, postajajo vse bolj dostopni, vse cenejši. V Monetariji jih vidimo kot neko orodje, ki lahko olajša prehod v podnebno nevtralno družbo, predvsem za tiste, ki se mesu niso pripravljeni odpovedati oziroma so se mesu pripravljeni odpovedati zgolj v zameno za nekaj, kar izgleda kot meso in ima okus kot meso. In če se tukaj navežem še na raziskavo o dojemanju trajnosti med potrošniki, pri kateri je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, analiziranih je bilo 14 držav in glede na izsledke te raziskave smo Slovenci mnenja, da se obnašamo zelo trajnostno, ampak hkrati odločitev za rastlinsko hrano vidimo kot manj pomembno med vsakodnevnimi odločitvami, ki jih lahko sprejmemo na ravni posameznika in velik delež anketiranih se mesu ne misli odpovedati. Tako da rastlinski nadomestki mesa lahko služijo tudi kot spodbuda za te posameznike. Pa da zaključim, torej rastlinski nadomestki mesa ne bodo rešili podnebne krize, pa vendar so ena od možnosti v smeri zmanjšanja potrošnje mesa in mesnih izdelkov in s tem tudi zmanjšanja vpliva naše prehrane na podnebne spremembe. Tako da to je to zaenkrat. Hvala. Nika, najlepša hvala. Naslednja na vrsti je Andreja Vezovnik oziroma njena predstavitev. Najprej predstavimo njo. Andreja Vezovnik je pedagoginja in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede. Trenutno se najbolj posveča raziskovanju mesne industrije, živinoreje in novih biotehnoloških inovacij na področju alternativ mesu. To počne na več ravneh, na potrošniški, industrijski, medijski, promocijski in politično-ekonomski ravni. Andreja bo predstavila potrošniški vidik te današnje teme, tako da bi kar prosila, da začne svojo predstavitvijo. Hvala, Maja. Ja, kot je že rekla Maja, jaz bi predstavila v bistvu izsledke dveh raziskav, ki smo jih v preteklem letu naredili na Centru za socialno psihologijo, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. In nekako s podporo, ta raziskava je nastala tudi s podporo Društva Fokus za sonaravni razvoj. Torej, bom jaz zdajala naprej? Lahko jaz kar naprimer. Se lahko kar drugi slajd. Torej, namen same raziskave v bistvu je širši od potrošniške raziskave, gre za sociološko raziskavo. Namen raziskave je nekako oblikovanje nekih, v končni fazi oblikovanje nekih smernic za doseganje vedenjskih sprememb na področju potrošnje mesa, predvsem v smeri zmanjševanja potrošnje mesa. Raziskava je bila narejena v dveh fazah. V prvi fazi so bili narejeni v bistvu poglobljeni intervjuji z fleksetarijanci in sicer s skupino mladih v Sloveniji, starimi od 18 do 35 let. V drugi fazi pa je bila narejena še kvantitativna anketna raziskava. Na panelnem vzorcu število je bilo 1023 moških in žensk, enako starih od 18 do 35 let. Moram poudariti, da pravzaprav, daš kar naslednji slajd, da pravzaprav mi to potrošnikovo vedenje raziskujemo nekako skozi več perspektiv. Bom povzela, ker ne vem, če se vidi skazi. Skratka, na potrošnikovo vedenje in na to, ali bo potrošnik v končni fazi pripravljen zmanjševati pravzaprav meso, vplivajo tako makro dejavniki, recimo družbena struktura, kultura, v kateri smo vzgojeni, ekonomska struktura,
potem neki mezodejavniki, recimo kaj ponuja prehranska industrija, kakšna so sporočila za potrošnika, ki prihaja s strani industrije, kako komunicirajo mediji recimo o tem, kakšne so prehranske politike neke recimo države, ki jih soustvarja pač politika in pa seveda tudi nevladne organizacije, in potem kako se to v bistvu staka na to mikroraven potrošnikovega vedenja, njegove namere recimo za zmanjševanje mesa, odnosa do mesa in recimo do mesnih nadomestkov, percepcije o tem, kaj je za njega meso, kaj mu meso pravzaprav pomeni. To je tudi povezano potem seveda tudi z potrošnikovimi prepričanji, vrednotnimi sistemi in tako naprej. Skratka, gre za zelo kompleksno zadevo. Zdaj pa bi povzela par rezultatov teh dveh raziskav. Se pravi, govorimo o mladih in uživanju mesa v Sloveniji. Torej, če pogledamo stanje, anketa je pokazala, da mladi v Sloveniji meso v povprečju uživajo večkrat tedensko, torej vsaj 2 do 3-krat tedensko uživajo večinoma mesne izdelke, torej procesirano meso, takih respondentov je bilo 65%, se pravi, takih, ki vsaj 2 do 3-krat tedensko uživajo salame, paštete, sledi perutnina, oziroma najvišji odstotek ima perutnina, se pravi, vsaj 2 do 3-krat na teden uživajo perutnino v 68,6%, potem pa nekoliko manj svinjsko meso, 39% in pa 26% goveje meso. Zdaj, sama priljubljenost mesa se upada nekako z idejo, da je uživanje mesa naravno, se pravi, da je to nekaj naravnega za človeka in tudi, da je nekako človeški eksistenci inherentno, se pravi, da meso itak uživamo od vedno in zakaj bi pravzaprav to spreminjali. Navezanost na meso je mogoče majčkeno višja pri moških kakor pri ženskah, ampak vseeno ta razlika ni tako zelo značilna. Se pravi, večja navezanost na meso je tudi nekako povezana z manjšo pripravljenostjo žrtvovati meso v dobrobit okolja, z manjšim poznavanjem povezanosti mesne industrije in njenega vpliva na okolje oziroma okoljsko problematiko in pa z manjšim poznavanjem okoljskih vplivov na vsakdanje nekako življenje. Po drugi strani je pa mogoče optimističen ali pa deloma optimističen podatek ta, da je približno 25% mladih anketiranih reklo, da so v zadnjem letu zmanjšali vnos mesa. To je nekako lahko povežemo nekako skladno s temi trendi v Evropski uniji, sicer Bevkova raziskava je na splošni populaciji pokazala, da je takih, ki zmanjšujejo rdeče meso zaradi vplivov na okolje približno 40%, meni se osebno zdi to mogoče mičken pretiran podatek, ampak bi bilo treba pogledati metodološko, kako so se oni to zastavili. Če gremo naprej, naj poudarim razliko med tistimi populacijami, ki se v bistvu že prehranjuje fleksitarijansko, torej pač zmanjšuje meso in ga lahko nadomešča, lahko pa tudi ne z raznimi živili. No, ta populacija meso asociira oziroma povezuje predvsem z okoljskimi problemi. Torej, motiv fleksitarijanstva je dostikrat v bistvu okolje oziroma okoljski problemi. Veliko je pa tudi nekako raziskava pokazala, da se nekako povezuje meso tudi z recimo slabim telesnim počutjem in slabim zdravjem, to je njihova individualna percepcija in se zato odločijo zmanjševati. Manj s trpljenjem živali in pa nekateri ga povezujejo tudi z gnusom oziroma gnusom, ker se jim mudi vonj ali okus mesa. Pri splošni populaciji pa moram reči, da so okoljski problemi v zelo nizkem odstotku bili izraženi kot motiv za zmanjševanje mesa, v bistvu le 10% je okoljske probleme navedlo kot razlog za zmanjševanje mesa. Drugi nekako razlogi so bili pa podobni kot pri teh fleksitarijancih. Zdaj na vprašanje, ali ste že kdaj uživali rastlinske mesne nadomestke, so v anketi od 55% rekli, da so to že uživali, torej 55% populacije mladih je že probalo oziroma poskusilo mesne nadomestke, medtem ko 39% teh nadomestkov ni poskusilo. Če pogledamo še razloge za uživanje mesnih nadomestkov med mladimi, torej tisti, ki jih uživajo, zakaj jih uživajo, največ jih je navedlo, da zato, ker radi poskušajo novo hrano, ali pa zato, ker so veliko slišali v rastlinskih nadomestkih mesa in so bili radovedni, kakšni so.
Nekje malo manj je bilo take, ki se jim je zdelo, da so mesni nadomestki dobrega okusa in tako naprej. Če pogledamo še tale podatek, torej uživanje mesnih nadomestkov glede na zmanjševanje vnosa mesa v zadnjem letu, 68% je reklo, da 68% tistih, ki so v zadnjem letu zmanjšali vnos mesa, je takšnih, ki so že poskušali mesne nadomestke. Se pravi, tisti, ki nekako zmanjšujejo, potem so tudi še kar, bom rekla, odprti za uživanje oziroma za poskušanje mesnih nadomestkov. Torej, takih je pa 70%. Zdaj pa s čim nadomeščajo meso? To je mogoče tudi zanimiv podatek. Se pravi, tisti, ki uživajo nekaj drugega namesto mesa večkrat na teden ali vsak dan, uživajo pretežno sledeče živila. Torej, med temi nekako neprocesiranimi, bi rekli, so to recimo, ali pa manj procesiranimi, so to recimo neki zelenjavni žitni polpeti iz stročnic, sledi seitan, nato tofu in tempeh, potem pa veganske paštete, veganski beljakovinski praški, sojino meso, veganske krenovke in klobase, se pravi, mogoče te malo bolj procesirane, na koncu šele veganski burgerji, torej mesni analogi neke druge generacije, to so visokotehnološki pač izdelki narejeni z visokotehnološkimi postopki, recimo tudi pri nas na trgu mogoče manj prisotni, kot so recimo Beyond Burger, Amaze Burger in pa ali pa recimo neki medaljoni, teh je v bistvu samo 1,5%. Zdaj pa vidimo mogoče podatek, ki vas bo mogoče malček pretresel, ker ne gre v smeri mogoče trajnostni. Večina nadomešča v bistvu meso z mlečnimi izdelki, jajci in stročnicami, ter oreščki, mogoče manj problematični so tem, se pravi oreščki semena, rastlinski napitki, oves, kvinoja. No, ribe so me mogoče majčkeno presenetile, so dosti nizko, rastlinski jogurti, nekje 6%, na koncu alge, pričakovano zelo manj kot 1%. Če pogledamo še to, kaj je v bistvu za potrošnika najbolj pomembno, ko posega po mesnem nadomestku, v prvi vrsti je to varnost živila, v drugi vrsti je to neprocesiranost živila. Se pravi, to je mogoče pomemben podatek tudi za industrijo. No, in ko smo jih pa še vprašali, zakaj ne uživajo mesnih nadomestkov, so v prvi vrsti rekli, ker mislijo, da nimajo dobrega okusa, ker ne verjamejo, da so rastlinski mesni nadomestki boljši za njihove zdravje kot meso, ker jih seznam sestavin pač ne pritegne in ker so v bistvu spet preveč procesirani. Torej, to so razlogi, zakaj ne uživajo nadomestkov, tisti, ki jih pač ne uživajo. No, in če sklenem, ključni dejavniki, ki nekako vplivajo na opuščanje mesa in prevzemanje fleksitarijanstva, se pravi ali pa reduciranje mesa, so v bistvu sledeči. Najprej moramo imeti neko podporno skupnost, v kateri nekako skušamo to tranzicijo od mesnega do manj mesnega jedilnika narediti, se pravi, moramo imeti prijatelje, partnerja, brata, sestro, sostanovalko, ki nekako že tudi zmanjšujejo meso in s tem se ustvarja neka taka podporna skupnost, ki tej spremembi pripomore. Potem druga stvar pomembna, odselitev od gospodinjstva staršev in osamosvojitev od staršev, se pravi pretrganje s to slovensko kulinarično tradicijo in tradicijo prehranjevanja oziroma načini prehranjevanja njihovih staršev. Potem informiranost, se pravi že to, da vejo, da je zmanjševanje mesa za nekaj dobro, poleg mogoče za nekateri percipirajo, da je dobro za njihovo zdravje, drugi pač podnebni razlogi in tako naprej. In ta informiranost smo ugotovili iz raziskave, da pretežno poteka prek medijev, recimo dokumentarni filmi na Netflixu, vplivneži na spletnih, recimo družbenih omrežjih, raznih platformah in tako naprej. Potem zavedanje, v bistvu to, da ima meso negativen vpliv na okolje ali zdravje ali telesno samopodobo, karkoli že pač to je. Potem dostopnost nadomestkov, kar so vzpostavljali recimo v intervjujih, predvsem, da je problem dostopnosti nadomestkov v ruralnih okoljih, se pravi v teh manjših trgovinah, kjer pač nadomestkov ne dobijo ali pa dobijo recimo samo en nadomestek. Potem vsi so nekako tudi poudarjali to čim manjšo procesiranost rastlinskih nadomestkov,
Kulinarična kurioziteta je bila še en predpogoj, se pravi, da so ti radovedni, da so probali nekaj novega, da so eksperimentirali z novimi sestavinami in to je značilno, predvsem za to populacijo mladih. Omenjali so vedno tudi ceno, se pravi, če je bila cena mesa previsoka, so v bistvu posegali po nadomestkih ali pa po nekih, ne vem, stročnicah. No in seveda v zadnji inštanci tudi čas za to tranzicijo prehransko, se pravi, da so imeli, večinoma so poudarjali, da so imeli v času covida in karantene čas, da so naredili to prehransko tranzicijo od mesnega do manj mesnega menija. Se pravi, če sem vam mogoče malce povedala. Najlepša hvala, Andreja, za te zanimive podatke. Gotovo bodo veliko prispevali k boljšemu poznavanju tega področja, predvsem prehranskih navad slovenskih potrošnikov. Dejansko na tem področju nimamo tako rekoč nobenih podatkov. Ta raziskava bo k temu prispevala, prav tako pa tudi naslednja, ki bo predstavila Nika Kremič, strokovna sodelavka za prehrano pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri zvezi pa so naredili analizo mesnih nadomestkov na slovenskem trgu in rezultate te povsem sveže analize bo predstavila Nika. Lep pozdrav še v mojem imenu. Mi smo pa pred kratkim pogledali ponudbo rastlinskih burgerjev v ljubljanskih trgovinah, se pravi pri večjih trgovcih. Mislim, da bi Tako kot so predhodnice že omenile, je ponudba vegetarijanskih oziroma veganskih nadomestkov ali rastlinskih nadomestkov precej pestra, predvsem rastlinskih burgerjev. Se mi zdi, da je vsak dan več na policah, praktično dobimo skoraj v vsaki trgovini. Med našim pregledom smo jih našli kar 18 rastlinskih burgerjev. Od tega je bilo 16 takih, ki niso vsebovali živalskih sestavin, kar pomeni, da so veganski. Medtem ko smo v pregled vključili tudi dva, ki sta vsebovala živila živalskega izvora, se pravi ne meso, niso vsi brez mesa, vegetarijanska burgerja. Eden je vseboval beljakovine iz jajca, kot drugi pa jajce in sir. Kaj pa jih sestavlja? Kot sem že omenila, se pravi, so vsi brez mesa, lahko pa vsebujejo živalske sestavine, tu sta dva vegetarijanska. V osnovi, se pravi, ta neka osnovna masa, s katerega naredijo rastlinski burger, je najpogosteje sestavljena iz soje ali graha, mladi smo pa tudi take izbuče, čičerike in špinače. Se pravi, je v bistvu sestava zelo odvisna od proizvajalčeve recepture. Je pa razlika med izdelki v tem, kako procesirane oziroma predelane so te osnovne sestavine. Se pravi, lahko najdemo zgolj, bom rekla, recimo skuhano čičeriko kot sestavino, lahko pa tudi bolj predelane, bolj procesirane sestavine, recimo izolirane grahove beljakovine ali pa recimo rekonstruirana sojina moka. S takimi sestavinami oziroma take bolj predelane sestavine najdemo ravno v takih izdelkih, ki na videz precej spominjajo na mesni burger, se pravi tudi po barvi, in imajo tudi dodane okuse, recimo okus po govedini, okus po piščancu in podobno. Predvidevamo, da proizvajalci s takimi izdelki želijo k uživanju pritegniti bolj vse jedce, kot seveda vedo. Da pač burger stoji skupaj, da izgleda kot meso, je potrebno dodajanje tudi aditivov in ta seznam je lahko tudi precej dolg. Aditivi omogočajo seveda želeno obliko, teksturo in aromo, če dodamo umetne oziroma naravne arome. Med 18 izdelki sta bila le dva, ki sta bila popolnoma brez aditivov, kar je seveda vzpodbudno in dokaz, da se da. Medtem ko izdelek z največ aditivi vseboval recimo 3 stabilizatorje,
sredstvo za uravnavanje kislosti in sintetične krmne. Po hranilih se izdelki med seboj precej razlikujejo. Recimo že po samih beljakovinah je razpon ogromen, se pravi lahko v 100 gramih rastlinskega burgerja od 4 pa kar do 25 gramov beljakovin. Največ beljakovin je bilo v vegetarijanski različici, se pravi tisti, ki je vsebovala sir in jajce, medtem ko je veganski rastlinski burger z največ beljakovinami vseboval 19 gramov na 100 gramov. Odrasel človek potrebuje nekje 0,8 gramov beljakovin na kilogram telesne mase. Razlikujejo se pa tudi po vsebnosti soli, se pravi razpon je tudi tukaj precej velik. Zaskrbljujoče je pa to, da kar tretjini za vsebnost soli na prehranskem semaforju zasveti rdeča luč, kar pomeni, da vsebujejo soli preveč soli in taki izdelki niso primerni za vsakodnevno življenje oziroma so primerni, da jih na jedilnik vključimo, bom rekla, bolj občasno in tudi takrat v manjših količinah. Še ena zanimivost rastlinskih burgerjev v primerjavi mogoče z mesnimi, kjer prehranske vlaknine seveda ni, je to, da vsebujejo kar nekaj prehranske vlaknine, lahko so tudi visok vir. Tudi tukaj je razpon zelo velik, se pravi od 2 grama pa do 13 gramov prehranske vlaknine so vsebovali na 100 gramih izdelka. 5 pregledanih burgerjev pa je zadostilo pogojem za prehransko trditev visoka vsebnost prehranske vlaknine, ker so vsebovali več kot 6 gramov. Mogoče spomnimo, zakaj je prehranska vlaknina za našo prehrano pomembna. Je zato, ker ugodno deluje na črevesje, pomaga vzdrževati normalno raven holesterola in glukoze v krvi. Odrasli naj bi zaužili nekje 30 gramov na dan, pa glede na prehranske študije slovenske, jo seveda zaužijemo premalo, še zmeraj premalo. Tako da tudi tukaj lahko recimo rastlinski nadomestki pomagajo dvigniti vnos prehranske vlaknine. Primerjali pa smo povprečne vrednosti, hranilne vrednosti rastlinskih, pregledanih rastlinskih in pa govejih burgerjev. Ugotovili smo, da goveji burgerji vsebujejo malo več maščob, predvsem nasičenih, nasičene so tiste maščobe, ki jih moramo v prehrani omejevati. Vsebujejo tudi malenkost več beljakovin v povprečju, seveda, je pa pri njih, bom rekla, razpon manjši, se pravi vsebujejo nekje od 15 do 20 gramov, medtem ko pri rastlinskih burgerjih ta razpon zelo velik, tako da je obvezno branje hranilne tabele na izdelkih pri izbiranju rastlinskega burgerja, ker je lahko beljakovin od 4 pa do več kot 20 gramov. Soli je malenkost več v povprečju pri govejih burgerjih, ampak kot sem na prejšnjem slajdu omenila, jih tretjina rastlinskih tudi vsebuje preveč soli. Za razliko od govejih so rastlinski burgerji vir prehranske vlaknine, energijska vrednost obeh pa je precej primerljiva. Pa če pogledamo še cene, 11 evrov za kilogram so nastala najugodnejša tako rastlinska burgerja, tako veganski kot vegetarijanski. Najdražji vegetarijanski je bil 32 evrov za kilogram, ta je vseboval tudi največ beljakovin, medtem ko smo 25 evrov za kilogram plačali najdražji veganski burger. Tudi ta je vseboval največ beljakovin, se pravi med izdelki, ki nimajo živalskega izvora. V primerjavi z govejimi burgerji so cene rastlinskih malenkost nižje, se pravi cene govejih se pridejo tam nekje od 35 evrov za kilogram. To je bilo moje strani vse. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Nika. Zdaj pa prehajamo še na Žigo Vraničarja, še na njegovo predstavitev. Žiga je vodja strategije v podjetju Narayan, ki je najhitreje rastoče živilsko podjetje v Sloveniji. Podjetje je vodilni proizvajalec ekološke veganske hrane.
in tudi največja tovarna za kokosovo olje v Evropi. Žiga pa bo predstavil trende na trgu mesnih rastlinskih nadomestkov mesa in pač tudi dejansko stanje. Hvala za vabilo. Jaz bom mogoče kakšne stvari malo krajšal, ko so že pač kolegice povedale, pa sem se jaz tudi pač nekih stvari dotaknil. Mogoče pač čisto za začetek, ki je bilo pač tudi vprašanje zame, recimo, zakaj smo se mi lotili tega, pa zakaj v bistvu mi delujemo na tem področju, poleg pač tega, da kot vsako podjetje moramo pač tudi zasledovati neke finančne cilje, in koliko je v bistvu ta stvar dejansko pač pereča in nujna, ne. Tako kot je bilo že pač na začetku povedano, izgleda dramatično, ampak pač dejstvo je, da neke naravne katastrofe pa neke situacije, ki so se mogoče do zdaj nam zdele oddaljene, pa so se dogajale samo na drugih koncih sveta, so dejansko pač v zadnjih letih skoraj postale že vsak dan. In v bistvu se ne moramo več zatiskati oči, da imamo zelo močen negativen vpliv na naš planet in da moramo pač določene stvari začeti tudi drastično spreminjati, v bistvu, da bomo lahko sploh mi ali pa še bolj naše naslednje generacije normalno živeli. In zdaj tudi to je bilo v bistvu danes povedano, ne. En ključen problem recimo na planetu so toplogredni plini in na to temo se že vrsto let veliko govori, veliko se je bom rekel, zasebnem sektorju, na javnem sektorju, pač vlade, Evropska komisija in tako naprej. Veliko o tem govorijo in recimo ena stvar, ki se zelo pogosto omenja, je na primer transport. Transport, ves letalski promet, če pogledamo samo letalski promet, se pravi in prevoz ljudi in prevoz blaga, na leto nanese približno 0,89 milijard metričnih ton toplogrednih plinov, kar je seveda veliko. Ampak pač samo, da si predstavljamo, prehranski sistem jih pa naredi 17. Se pravi, ko pač govorimo o tem, ja, da se, ne vem, bomo manj vozili z avtomobili, z letali, je to seveda vse zelo na mestu in potrebno, ampak zraven si potreba zavedati, da je to manjši procent, pa ga dela pridelava hrane. Na začetku smo veliko o tem slišali. Zato bom jaz mogoče tukaj šel hitrejši skozi. Se pravi, proizvodnja hrane dejansko prinese tretjino toplogrednih plinov in od tega več kot polovico proizvodnja živali za hrano. Zato je pač to nek ključen problem in dejansko pač je neka pomembna odločitev, kako se tega lotiti, da dejansko zamenjamo vsebino našega krožnika, ker z tega vidika, če pogledamo nek pač povprečen rastlinski burger, dejansko lahko porabi tudi 99% manj zemlje, da se ga proizvede, 90% manj toplogrednih plinov, manj vode, manj onesnaževanja vode z nutrienti in pač za njega se ne rabi nobenih antibiotikov. Kot smo slišali, so tukaj še vseeno pač izzivi, se pravi, to je neki prvi val teh rastlinskih nadomestkov, ki so v bistvu na poti, da se še izboljšujejo, ampak z nekega okoljskega vidika je tukaj dejansko pač narejen en zelo velik korak naprej v primerjavi z mesnimi izdelki, ki jih v bistvu nadomeščajo. In zdaj v bistvu, kam tukaj paše recimo podjetje Narejan. Mi smo en večjih proizvajalcev ekološke hrane in tudi platforma za neko industrijsko in komercialno rast zagonskih podjetij z področja, mi temu rečemo, hrane prihodnosti. Se pravi, mi že nekaj časa proizvajamo vegansko hrano ekološkega izvora, pač različne semena, rižote in tako naprej. V zadnjem času pa smo se pač začeli povezovati z zagonskimi podjetji, kjer jim v bistvu pomagamo pri proizvodnji in pri komercializaciji njihovih izdelkov.
Se pravi, mi, kot je bilo rečeno, v bistvu smo neko najhitreje rastoče podjetje v živilskem sektorju v Sloveniji, delamo približno 20 milijonov prihodkov na leto. Imamo 60 izdelkov v 75.000 trgovinah na 30 trgih. In tukaj to ne mislim, da je to neka brezsramna promocija, ampak tukaj želim poudariti to, da dejansko tukaj pač je priložnost in dejansko vse te izdelki kupujejo, prodaja se povečuje in tudi podjetje, ki se s tem ukvarja, je na koncu koncev lahko tudi uspešno, če se tega znamo očitno na pravi način. Zdaj samo kot par primerov teh rastlinskih proizvodov. Tako kot je bilo že prej rečeno, se pravi, ideja je, da se pomaga ljudem, da v bistvu preidejo na neko rastlinsko prehrano. In zaradi tega, ker se mnogo ljudi težko odreče mesu zaradi različnih razlogov, ki smo jih slišali prej, recimo v raziskavi, se v bistvu dela proizvode, ki so čim bolj podobni mesu po okusu, po teksturi, po ceni. Želi pa se tudi narediti izdelke, kar je zelo pomembno, ki so podobni ali pa še boljše od mesa tudi z vidika hranilnih vrednosti. In recimo en izdelek, kjer ga mi pač skupaj z startupom iz Francije gre na trg, je v bistvu piščančji file, piščančja prsa. In to je v bistvu prvi nek tak izdelek na trgu, ki je narejen brez veziva, brez metilceluloze. Se pravi, oni niso uporabljali nekih teh klasičnih pristopov, da ne gremo v detajle, ampak oni lahko v bistvu samo s 7 sestavinami, kjer ni nekih nenaravnih sestavin, ampak so v bistvu soja ali pa grah, voda, ši, maslo in tako naprej, pač zelo naravne sestavine, kjer z neko tehnologijo, s postopkom pač toplotne obdelave in tako naprej pridejo do nekega izdelka, ki je v bistvu res identičen piščančjemu fileju. Naslednji izdelek je v bistvu, tem rečemo prvi med brez čebel, ki ga je v bistvu zasnoval startup iz Silicijske doline, kjer so pač prišli do ugotovil, kjer so tiste ključne sestavine, ki naredijo med, in so do njih prišli brez čebel. In to je v bistvu izdelek, ki je identičen medu, ni narejen iz sirupov ali pa iz nekih koncentratov, ampak je dejansko pač enak medu in ima tudi enake učinke medu. In recimo tretja skupina so pa neke pripravljene jedi za kuhanje oziroma ready to cook, kjer se v bistvu kombinira te različne prej omenjene sestavine v neke bogate obroke, ki so v bistvu kakor toliko bolj zdravi ali pa sigurno bolj zdravi od mesnih, sigurno so bolj trajnostni, omogočajo pa pač tudi potrošniku, da si relativno lahko naredi nek hranilen obrok. In zdaj, tako kot sem prej omenil, pa mogoče ne bom šel vsakega v detajle, pač za vsako od teh skupin so dejansko projekcije na trgu ugodne, pač vse te imajo zelo velik potencial in tudi v bistvu visoko povpraševanje. Zdaj vprašanje je v bistvu, kam se bo mogoče ta stvar razvijala, pa da ne bom šel preveč v detajle, bi mogoče samo na kratko povedal v bistvu, kaj so neki izzivi na trgu, s tem, da mi delujemo, tako kot sem rekel, pač v tujini, mi 90% izvozimo v 30 držav EU, pa nekaj tudi v Ameriko, se pravi, sem bolj govoril ta vidik, ki je mogoče kanček drugačen od slovenskega. In dejansko pač je izziv tudi na teh trgih na strani, da so rastlinski nadomestki mesa še se morajo razviti na področju okusa, na področju teksture in tudi na področju cene. Zaradi tega v bistvu se kaže neko nujnost inoviranja, kjer se z različnimi pristopi
pride do nekih kakovostnih izdelkov, ki so, tako kot smo prej slišali, grejo v smer, da so čim bolj, temu se reče clean label, se pravi, da imajo čim manj sestavin in da so te sestavine čim manj umetne. Se pravi, to, kar vidimo na trgu zdaj, je nek prvi val, kjer se je pač z nekim obstoječim znanjem pa tehnologijo prišlo do nekih izdelkov in ti pač seveda še niso optimalni, to je pač šele nek začetek. Moramo povedati, da je tukaj ogromen zelo naprednih v bistvu podjetij, univerz, znanstvenikov in tudi zelo specializiranih, velikih nespecializiranih investitorjev, ki zaradi zavedanja, da moramo pač spremeniti prehranski sistem, če bomo hoteli sploh imeti dovolj hrane in proteinov do leta 2040, 2050, ker bo na Zemlji 10 milijard ljudi, je treba pač spremeniti dejansko pač proces oziroma sistem proizvodne hrane. Se pravi, prva točka je ta, da je dejansko se zelo veliko dogaja na nekem inoviranju in na nekih izdelkih, ki bojo zadovoljili pač potrebe kupca in tudi bojo bolj prijazni do planeta. Drug trend, ki se kaže, je, da dejansko veganstvo, pa pač tudi fleksitarijanstvo, ki je pač zelo širši pojem, pa mogoče ni toliko, bom rekel, globoko osebno motiviran kot veganstvo, v bistvu ni več neka niša. Recimo v Evropi je nekako 20-30% ljudi se deklarira, da je fleksitarijancev, ampak čisto konkreten primer, recimo Uber Eats, kjer lahko naročamo hrano, je v zadnjem letu se je pač naročanje veganske hrane povečalo za 1000%, kar v bistvu kaže nek direkten impuls iz trga, da dejansko pač povpraševanje po tej hrani je. In mogoče neka tretja smer, ki sem jo že prej napovedal, se pravi, na koncu vseeno odloči potrošnik. In tudi v Sloveniji smo videli, da na splošno je mogoče 10% ljudi se odloča za tako hrano zaradi trajnosti, se pravi, podobno je v tujini, trajnost na koncu koncev vsem pač ni dovolj, je zelo pomembna in je v bistvu ključno gonilo, ampak na koncu je pa vseeno v bistvu okus in cena tista, ki v bistvu prepriča nekega uporabnika ali potrošnika, da enkrat proba izdelek, da ga proba še enkrat in da ga dejansko uvede v svoj tedenski ali pa pač dnevni meni. Tako da toliko, mogoče z moje strani. Najlepša hvala, Žiga, hvala za ta celovit vpogled v trende na trgu. Zdaj pa prehajamo na drugi del okrogle mize, kjer bomo z govorci podebatirali še o nekaj vprašanjih, na koncu pa boste imeli čas tudi udeleženci za svoje vprašanja, tako da kar vabim, da mogoče že razmišljate o njih in jih pošljete. Najprej bi vprašala Andrejo Vezovnik, saj nekaj si že omenila v svoji predstavitvi, pa vendarle v EU pač obstaja trend zmanjšanja potrošnje mesa oziroma tudi porabe. Bi mogoče lahko ocenila, koliko časa pač obstaja ta trend, kako izrazit je, so znani pač motivi potrošnikov za spremembo načina prehranjevanja? Ja, zdaj zelo težko ocenim, ker mislim, da bi prav bila ena raziskava, ki bi spremljala, kdaj se je to začelo dogajati, v kakšni meri in tako naprej. Jaz je ne poznam, mogoče bi mogla malo bolj pobrskati. Zdaj bi rekla, da sigurno nek trend je povečevanje tega segmenta, ki skušajo nekako reducirati mesno iz najrazličnejših razlogov. Zdaj, kakor je pač rekel prej Žiga, pač gre za to, recimo veganstvo je ena taka zelo identitetna kategorija, se pravi, to je v bistvu politični aktivizem na nek način, in ta skupina se nekako ostaja nekako vedno ista, to ne vem, recimo v zahodnih državah nekje do 8% recimo populacije. Bolj so mogoče zanimivi te meat reducers, torej te, ki zmanjšujejo zavestno porabo mesa ali teh
vegetarijanci, karkoli že pač rečemo, ki so v bistvu neidentitetna kategorija. Se pravi, zmanjšujejo vesolje iz zelo različnih razlogov. Se pravi, tu so tudi individualni razlogi, recimo, ne vem, slabo se počuti po uživanju mesa in potem neha, ali pa zmanjša, ali pa recimo, ne vem, to, kar sem prej omenila, neka kulinarična kurioziteta, se pravi, pogledati, kaj še lahko uporabim namesto mesa, to razbijanje klasičnega, ne vem, menija, recimo, ki je sestavljen, ali pa kosila, ki je sestavljen iz mesa, potem neke priloge, krompir, recimo, in pa zelenjava, in spogledovanje z nekimi alternativnimi načini prehranjevanja. Ja, kakor pa pač smo že rekli večkrat danes, teh, ki pa izrazito zaradi okoljskih problemov, zavedanja, recimo, okoljskih problemov zmanjšujejo, pa v bistvu malo, nekje 10%. Pa mogoče še eno vprašanje, če morda veš, v bistvu, s kakšnimi sporočili proizvajalci mesnih nadomestkov nagovarjajo potrošnike preko oglasov, preko drugih kanalov. Ja, zdaj, jaz sem večkrat pogledala, ker sem mi to poslala vnaprej, zanimivo vprašanje, sem večkrat pogledala, kaj se dogaja na oglaševalski sceni, ali pa pri, ne vem, marketinških sporočilih v Sloveniji, sem ugotovila, da v bistvu zelo malo oglaševanja tega, recimo sploh skozi klasične medije, radio, televizija, tisk. Več je tega na spletnih socialnih mrežah, prek nekih vplivnežev, mikroinfluencerjev in tako naprej, ki pač promovirajo te izdelke, ampak sem šla pa pol pogledati tujino, recimo večja podjetja tehnologov druge generacije mesnih, Beyond Meat, Impossible Meat, pa tudi recimo Oatly, tle pa je izrazito oglaševanje v bistvu usmerjeno na promocijo senzoričnih elementov in podobnosti mesu, mleku, se pravi, kako izgled, okus, se pravi, tekstura in pa vonj posnemajo meso. In gre v bistvu za promoviranje mesnih nadomestkov kot nekega comfort fooda, v smislu neka hrana za tolažbo, hrana, ki se privoščimo za uživanje, seveda so v podtonu tudi sporočila za dobrobit živali, podnebne, pač za zmanjševanje pač podnebnih vplivov in tako naprej, ampak ta pridejo šele tudi po recimo promociji beljakovinske vrednosti, recimo živil. A meniš, da bi morali ta etični vidik, se pravi ta vidik dobrobiti živali pri teh izdelkih bolj poudarjati, bi to doseglo svoj učinek ali bi imelo mogoče nasprotni učinek? Jaz mislim, da naloga industrije ni to, da bo delovala etično, mislim, primarno, industrija skuša nekaj podati na trgu in ljudje ne moramo pričakovati, čeprav bi mogoče se želeli, da se bo zavezala pretirano nekim etičnim sporočilom. Sicer nekatera naprednejša podjetja, ki so tudi malo bolj razmišljajo, rečemo, se tudi zavežejo seveda nekim etičnim standardom, principom in tako naprej. Ampak v splošnem nekako bi rekli, pač marketing je namenjen prodaji nečesa, ne pa edukaciji potrošnika iz tega etičnega vzornega kota. Najlepša hvala. Nika Tavčar, tebe bi pa želela pač mnenje oziroma argumentacijo, pač zakaj v Monateri tolikšno pozornost namenjate zagovorništvu na področju zmanjšanja porabe mesa in tudi in tudi proizvodnje hrane živalskega izvora? Kot sem že v začetku predstavitve omenila, govorimo o 1/3 vseh izpustov toplogrednih plinov povzročenih s strani človeka, ki jih lahko pripišemo sistemu oskrbe s hrano, in zelo velik del tega lahko pripišemo direktno živinoreji in potem vsem dejavnostim, ki so povezane s tem, torej pridelavi krme za živino. Tudi recimo en podatek med 2001 in 2015, ravno včeraj brala, je bilo v bistvu glavni vzrok deforestacije ravno pridobivanje novih pašnih površin. Tako da to je eden teh glavnih razlogov, zakaj, ker dejansko brez res hitrega, učinkovitega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, tako na strani proizvodnje kot na potrošnji, mi ne moremo podnebne krize, ki je tako evidentna, vsak dan bolj, enostavno ne moremo nasloviti. Poleg tega se sicer, tudi če se manjša potrošnja mesa v Evropi, v Ameriki, oceani, ta podatek sem nekje dosledila,
To ne pomeni, da se manjša proizvodnja mesa pri nas, ker se pač povečuje potrošnja pa na Kitajskem, v Indiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu tukaj samo proizvajamo več in potem izvažamo, ne? In ker govorimo res o takem globalnem sistemu, no, je potrebno naslavljanje tega kompleksnega problema res holistično. Nenazadnje pa tudi te spremembe se dogajajo prepočasi, ne bomo s temi trenutnimi spremembami, s hitrostjo, s kakršno se dogajajo, ne moremo doseči podnebnih ciljev ne za 2030, ne za 2050. Tako da so potrebni bolj močni signali tako kmetijskim pridelovalcem kot politikom, da naj se proizvaja več rastlinske hrane za ljudi, ne za živali, ker nenazadnje to podnebju, okolju, zdravju prijazno in mogoče zdravstveni vidik, tudi ne vem, če je bilo že, mislim, da ni bilo danes izpostavljeno, že leta 2015 je Nacionalni inštitut za javno zdravje dal vam priporočila, v katerih govorijo o tem, da je uživanje več kot 30 gramov rdečega mesa na teden, odsvetujejo uživanje več kot 30 gramov rdečega mesa na teden oziroma mesnih izdelkov. In v Sloveniji smo na 0,55 kg na teden. Tako da to je tako skoraj da dvakrat več, to predstavlja resno tveganje za zdravje, tako da tudi z tega vidika so potrebne spremembe. Definitivno. In zato se s tem ukvarjamo. Ja, smo veliki jedci rdečega mesa, predvsem pa pojemo veliko predelanih mesnih izdelkov, ki so pa še posebej problematični za zdravstvenega vidika. Žiga Vraničar, izdelki vašega podjetja so rastlinskega izvora, so ekološki. Kaj po vašem bi bilo treba storiti oziroma kaj bi lahko storili, da bi bile surovine, da bi prihajale surovine od slovenskih ekoloških proizvajalcev? Zdaj tako, pač neka osnova je sigurno to, da se vsak proizvajalec odziva na neko povpraševanje, ki je v bistvu na trgu, in iz tega ven pol gradi svoj izdelek in tudi celo dobavno verigo. Tako da mi imamo pač v portfoliju izdelkov neke izdelke, ki so mogoče bolj eksotični in se jih dejansko ne da gojiti pri nas. Pri čemer pač mi imamo fair trade certifikat, pač vse to, kar je treba, da poskrbimo, da so te izdelki pridelani in dobavljeni čim bolj etično in s čim manj odtisa. Kar se pa tiče recimo teh stvari, ki bi se lahko proizvajale v Sloveniji, pa je dejansko, tako kot je pač rekla Nika, zato je treba nek sistemski pristop. In to je pač nekaj, kar tudi podjetja velikokrat se temu rajši izognejo, ker se dostikrat pač zaletijo ali pa zaletimo v steno. Lahko pa pač povem, da pa so v tujini primeri, kjer so pa recimo vlade to dejansko pač prepoznale. Recimo tak primer je Nizozemska, ki je dala pač zelo velika sredstva v to, da se v bistvu spodbuja kmete pa kmetijstvo, da proizvajajo osnovne pridelke, ki so potem sestavine za rastlinsko prehrano. Tak primer je tudi Danska. In tudi recimo, ne vem, globalne velesile, kot je na primer Kitajska, je objavila zelo ambiciozen plan za to, da se bo razvijalo meso v laboratorijih. Recimo zelo močna država na tem področju je Izrael. Se pravi, v bistvu je to, da mi kot proizvajalec lahko pač pridemo do neke točke, kjer se pač mogoče dogovorimo s par kmeti, ampak dejansko je pač sistem narejen tako, da se spodbuja ali pa preferira ali pa dejansko se zapre kmete v neko proizvodno sestavin gensko spremenjenih, ki so na koncu krma za živali. In je v bistvu, tako kot je bilo rečeno, gre ta zemlja, bom rekel, ni izkoriščena na način, kot pa bi lahko bila, če bi se v bistvu proizvajali neke rastlinske proizvodne, mislim, pridelke, ki so za rastlinsko prehrano.
Mogoče kakšna priporočila za slovenske odločevalce, kako pač nekako pomagati in na eni strani pridelovalcem, industriji, pa tudi potrošnikom? Ja, zdaj ni treba, bom rekel, zelo mozgati ali pa gledati delati, že pač to, da se zgledujejo po nekaterih, ki so bolj napredni. To, kar sem prej omenil, pač neke te tuje vlade, kjer so dejansko obrnili sistem, da so subvencije višje za pač tiste pridelke, ki grejo bolj v smeri, pač, kot smo rekli, hrane prihodnosti. Proizvajalci hrane, kot smo mi, se moramo pač znajti, ne. Mi moramo pač najti te vire na svoj način in v bistvu tako priti do nekih rešitev, ne. Nika Tavčar, pa mogoče podobno vprašanje zate, kako bi lahko v bistvu s sistemskimi ukrepi spodbudili potrošnjo oziroma večji delež prehranjevanja z rastlinskimi izdelki? Ja, Žiga je že lepo povzel nekaj zadev, no, tako jaz bi kot prvo rekla, da se res pripozna pomen prehranjevanja z rastlinsko hrano kot nek strateški nacionalni cilj, ki se potem odraža v strateških dokumentih, v delovanju ministrstev in potem počasi pronica v ta regulativni okvir. In v bistvu, ker potem jasno iz tega izhaja tudi holistični pristop. Rekla sem že prej, v bistvu smo vsi omenjali vsak na svoj način, da govorimo o res kompleksnih zadevah in ne more eno samo ministrstvo nasloviti tega. V tem trenutku je to razdrobljeno, vsako zase, Ministrstvo za zdravje ima en del, Ministrstvo za kmetijstvo ima en del, Ministrstvo za javno upravo ima javno naročanje, tako da res ni nekega holističnega pristopa, ki je tukaj nujen. Potem ena pomembna stvar so prehranske smernice, ki bi morali biti pri nas posodobljene, no, tako v skladu z zadnjimi zdravstvenimi priporočili, pa tudi okoljskimi, ne, v Kanadi, v Veliki Britaniji so jih posodobili in tam pač predstavlja rastlinska hrana precej večji delež tega prehranskega krožnika. In iz tega izhaja tudi pomemben del, da se to tudi skomunicira pol naprej, ne da se jih sem spremeni in potem so nekje spremenjene, ampak ta komunikacijski moment ne zgolj končnim potrošnikom, ampak da se gre tudi do vplivnežev, ne vem, zdravstvenih strokovnjakov, ki potem ta sporočila prenašajo naprej. To je tudi ena taka res pomembna zadeva. Tudi Žiga je že malo omenjal tega, ampak res javna sredstva, ki jih imamo, bi morala iti v zasledovanje nekih širših družbenih ciljev. In javno zdravstvo je širši družbeni cilj, okolje, podnebje, pač to so pomembni, najpomembnejši cilji, govorimo o našem preživetju, ne nazadnje, tako da bi se moralo res v večji meri promovirati, spodbujati lokalno rastlinsko pridelavo hrane za ljudi, ker v tem trenutku, da se javna sredstva ministrstva stekajo v promocijo našega super mesa in našega super mleka in bolj programsko obdobje, mislim, da 23 do 25, bo izdatno ministrstvo tudi podprlo našo super meso kampanjo. To je neokusno, ker govorimo ravno o hrani. V bistvu to je nedopustno, nahajamo se v času podnebne krize, pač to je v neskladju z našimi podnebnimi cilji na ravni države, tudi kot članica EU ne bi smeli tako ukrepati, no, tako. Pa jasno seveda, da se ljudi spodbuja, ena stvar je tudi ogljično označevanje živil, najbrž tudi Andreja precej ve o tem, pa informiranje potrošnikov, tudi spodbujanje več finančnih sredstev v programu razvoja podeželja, da se res poveže pridelovalce, predelovalce rastlinske hrane s končnimi potrošniki, res, da se te vertikalne linije ustvarja, tako da veliko se da narediti, no. Ampak da pa se, ker je Žiga že prej rekel, ker se mi zdi tako pomembno sporočilo, da se da, pač ker ene države očitno to delajo and it works, ne. Tako da Ja, mogoče samo še to dodal, da pač vlade dejansko rabijo nek pritisk, ne. To, kar je bilo prej rečeno, nek premik v zavesti ljudi se ni zgodil zato, ker je kjerkoli vlada dala kampanjo, ampak ogromno je bilo tega, da je nek bivši zaposlen v neki industriji pač posnel, pokazal, pač razkril vse tiste dele industrije, ki so bile ful načrtno desetletja prikrite
Tako da je v bistvu ta impuls dejansko prišel od ljudi iz teh podjetij ali pa iz nekih podjetij. Pač vlade v veliki meri so pač podpirale te velike lobije, ki so jih tudi pač potrebovali, zato je tudi zdaj bolj ideja na tem, da se pač naredi nek tak pritisk pa neko kritično maso, kot da se samo v bistvu ne vem, čaka, da zdaj pa bo mogoče vlada začela ali pa pač kjerkoli državna institucija se na ta način obnašati, če ne dobi nekega močnega impulza ali pa pritiska. Nika Kremič, mene pa zanima, če se vrnemo nazaj k potrošnikom, kaj bi na temelju vaše raziskave svetovali potrošnikom, se pravi, kako se prehranjevati, katera živila izbirati iz tega segmenta, ki ste ga imeli v tržnem pregledu? Se pravi, ne glede na to, na naše, neko prehransko vodilo ali pa prehransko prepričanje, ne glede na to, smo vegani, vegetarijanci, vsi fleksitarijanci, karkoli, osnovna vodila so zelo podobna tistim, ki jih Nika v svoji predstavitvi pač predstavlja, se pravi, neka uravnotežena, pestra prehrana, lokalno sezonsko, tudi super, pa čim manj predelane hrane. Se pravi, naj bo hrana pripravljena iz osnovnih živil, tudi z rastlinskimi živili je mogoče zadovoljiti vnos beljakovin. Se pravi, pomembno je, da se mešajo različni viri beljakovin rastlinskih, torej od stročnic do polnozrnatih žit, tudi psevdožit, semen in oreškov. Predvsem pri veganih je pomembno, da je vnos beljakovin iz rastlinskih virov malenkosti višji, ker vemo, da je naše telo malo slabše izkoristi kot tiste iz živalskih virov, pa pomemben je tudi vnos vitamina B12. Če pa potrošniki posegajo po rastlinskih nadomestkih mesa, na kaj mora biti pa pri teh izdelkih pozorni? To si nekaj že omenila, pa še enkrat mogoče, če povzameš. Pri našem pregledu smo ugotovili, da je kar nekaj izdelkov rastlinskih vodilov precej predelanih, se pravi za visoko predelano hrano, kar ni v stiku z podnebnim unijem, se pravi, čim manj predelane hrane, na žalost tudi rastlinski burgerji so lahko predelani, zato naj jih uživajo le občasno. Takrat pa naj posega po takih čim manj soli, s čim več beljakovinami seveda, pa naj bo seznam čim krajši. Jaz bi samo še nekaj dodal, če lahko. Definitivno je v bistvu to izziv, ko smo se pogovarjali, kako v bistvu te nadomestke narediti, tudi bolj, da so pač manj predelani, pa da imajo neki boljši učinek na zdravje, ampak vseeno se je pa treba zavedati tudi, da pač recimo nadomeščajo rdeče meso, se pravi, ki pač vemo, se je bilo prej rečeno, da je v bistvu nezdravo, se pravi, ne pričakuje se, da bojo oni zdaj dobili nekaj tako kot jabolko. Oni pač nekaj dobijo v tej fazi, ki je pač bolj za okolje, mogoče je, ali pa sigurno je bolj zdravo kot meso, ni pa to nek superfood še. Tako da to je tudi pač nekaj, kar se je treba zavedati, pri teh burgerjih je bolj ideja, da ne vem, da so toliko dobri, da če rečemo, bomo imeli piknik za celo družino, bomo pekli burgerje, kaj pa če gremo bo pol ali pa da so vsi te rastlinski, vsi pa pač trenutno se lahko vejo, da to pač ne bo neka super zdrava fešta, če tako rečem. Mogoče, če lahko repliciram, ko govorimo o tisti raziskavi o rdečem mesu, gre predvsem za predelane mesne izdelke, se pravi ne samo rdeče meso, tudi pri mesu lahko izbiramo ekološko meso, se pravi, to je dosti boljša izbira, vsekakor. Smo mnenja, da predelana živila v nobenem primeru, se pravi tudi za predelavo rastlinske hrane je kar nekaj energije. Tudi rastlinski burgerji so na voljo v nek precej trajnostni embalaži, recimo. Tako da vsekakor vidimo prednost v osnovnih živil. Se pravi, stročnicah, pa potem se doma pripravljajo različne jedi, se pravi nek čist preskok iz klasičnega menija, kjer je zrezek, pa naj bo to rastlinski ali pač mesni,
s prilogo, ampak v neko tranzicijo bolj rastlinskim obrokom, ki so mogoče enolončnice, s katerimi imaš na rokah. Ko si že omenila ravno ta ogljični odtis, pač proizvodnje žiga, mogoče lahko poveš, kako ga v vašem podjetju zmanjšujete, se pravi ogljični odtis pri proizvodnji teh izdelkov in sploh gre to za energetsko intenzivne procese, ne? Ja, zdaj še enkrat, preden se pač lotim tega, je v bistvu treba videti res to veliko sliko, ne. Se pravi, tako kot smo prej rekli, pač 30% toplogrednih plinov gre iz proizvodnje, iz živalske proizvodnje, živali za hrano. Zaradi tega je v bistvu karkoli to vsaj do neke mere zmanjšuje, tudi če še ni popolno pa optimalno, je v bistvu nekaj, kar je korak v to pravo smer. To je mogoče podoben sistem, jaz pač recimo ne jem mesa vrsto let in pol dostikrat ljudje rečejo, ja, ampak imaš posnene čevlje ali pa imaš posnene pasje kodure, recimo, ne. Se pravi, da se potem išče neke zadeve, da je pa to še vseeno v bistvu ima neko vpliv. Seveda, da ima pač tudi proizvodnja živalske oziroma rastlinskih nadomestkov ima pač nek vpliv. Odvisen je od tehnologije in tukaj, tako kot sem prej rekel, se zelo veliko dela na tem, da se v bistvu tudi ta del naredi čim bolj zelen, ampak definitivno je pa za isto gramaturo beljakovin neprimerno se pač manj porabi zemlje, vode, energije in vsega. Tako da v bistvu se vedno je treba gledati ta kontekst. In zdaj pač mi konkretno, s čim se ukvarjamo. Eno, kar sem prej rekel, je pač ključna optimizacija pač nekih dobavnih poti. Potem, kot je bilo prej pač rečeno, izbira embalaže, kolikor se pač le da, da se naredi trajnostno in tudi, da se pač sledi neke trende, kam stvari grejo, kako se lahko tudi dela nek upcycle, da se iz nekih odpadnih stvari dela embalažo, kar pač spet zahteva potem prilagoditev procesa investicije. Potem je recimo energija, mi pač planiramo cela tovarna, da bo pač na sončni energiji, potem avtopark, da imamo pač plan imeti vsa vozila električna in tako naprej. Se pravi, mi tudi na tem mikronivoju same tovarne pač se trudimo narediti bolj zeleno, ampak tako, kot sem rekel, pač treba vedeti, da tudi če ne bi nič od tega naredili, smo v primerjavi s pridelavo mesa pač veliko bolj, bom rekel, okolju prijazni. Hvala. Zdaj bi imela pa enako vprašanje za vsakega od vas posebej. Še prej pa bi še enkrat poudarila, oziroma ker se vprašanja nanaša na vaše nasvete, kako naj posamezniki sprejemajo podnebju prijazne odločitve, da bi še enkrat pojasnila, kaj je dejansko podnebju in okolju prijaznejša hrana. To je tistih 7 načel, ki jih je na začetku v svojem govoru omenila Nika. Se pravi, gre za to, da je ta hrana večinoma rastlinskega izvora. Pridelana je sonaravno, to pomeni bodisi ekološko, bodisi biodinamično. To je tista hrana, ki je pridelana lokalno in kupljena čim bolj neposredno od lokalnih proizvajalcev ali iz pravične trgovine. To je hrana, ki je sezonska, ki je čim manj pridelana, čim manj zapakirana, pa tudi tista hrana, ki ne pristane med odpadki. V Sloveniji potem zavržemo še veliko preveč hrane. Se pravi, vaši konkretni nasveti, kako naj posamezniki sprejemajo podnebju in okolju prijaznejše odločitve, pa kar začnemo pri Niki. Ja, vsekakor je pomembno, da že ko gremo, se pravi, da si pripravljamo neke jedi, da si načrtujemo tam splošno, predvsem s tem, bom rekla, nek trajnostni način prehranjevanja je, da kupimo manj, ker s tem lahko potem tudi manj zavržemo. Uživamo uravnoteženo pesto in si pripravljamo obroke iz osnovnih živil. Čim večkrat nadomestimo v tednu, bom rekla, meso,
za začetek mogoče vsaj 2-krat na teden. Zelo zanimivo je bilo poslušati, da mladi samo 2 do 3-krat na teden uživajo meso, kar bi rekla, jaz mislim, da se večina potrošnikov sploh ne zaveda, koliko mesa in mesnih izdelkov zaužije, se pravi, že zjutraj začnemo s kakšnim mesnim namazom, narezki, potem kosilo, mesno kosilo, za večer pa spet kaj takega. Tako da, kot je Nika omenila, več kot pol kila na teden, treba je začeti zmanjševati s uživanjem mesa. Andreja? Ja, jaz mogoče ne bi šla mogoče v ta normativni vidik, pa bi imela samo eno refleksijo, ker je pač že nekaj povedala, pa tisti povedala. Jaz bi komentirala to, da te prehranske tranzicije se ne zgodijo čez noč in da je nekako treba reflektirati to, da je odločitev za to, da zmanjšamo potrošnjo mesa, precej kompleksna in zahteva v bistvu nek holističen pristop, kar je rekla Nika. To pomeni od nekih miselnih obratov v industriji, to ne pomeni samo recimo tip industrije, kot je Žiga predstavila, ki je že v osnovi usmerjen v neko vegansko ali pa ne vem, ekološko in tako naprej, ampak tudi mesna industrija recimo v ZDA se že nekako dogaja vsaj parcialno tranzicije stran od mesa, se pravi k pridelavi tudi rastlinskih in pa vlaga se finančno v pač in vitro meso, recimo ameriška mesna industrija, se pravi. Potem mogoče bi tudi poudarila, da je okolje še vedno neka taka abstraktna kategorija, za razliko od individualnega zdravja, tako da v bistvu te apeli zaradi okolja nekaj jesti mesa, meso, so se po raziskavah pokazali za dosti, bom rekla, ne dovolj oprijemljive, čeprav ideja seveda je legitimna in tako naprej, govorim iz tega komunikacijskega vidika. Tako da treba je nekako delati res celostne raziskave potrošnika oziroma pač ljudi, njihovega vedenja in skozi to nekako potem osnovati neke kampanje, ki bodo ciljale tudi segmentirano potrošnika, se pravi, ne bomo ciljali z isto kampanjo vseh potrošnikov, ampak bomo recimo naredili ločene, za tiste, ki so mogoče že vegetarijanci, za tiste, ki imajo take ali pa drugačne razloge za zmanjševanje pa nezmanjševanje mesa in tako naprej. In potem stalna adaptacija teh sporočil, se pravi, te generične kampanje, komunikacijske so bolj kot ne metanje denarja skozi okno, pa ostanejo na neki ravni informiranja. Informiranje pa ne prihaja avtomatično v spremembo vedenja. To je treba pač vedeti. Še od vaju bi pa tako precej kratko repliko prosila, ker imamo še kar nekaj vprašanj tukaj strani publike. Ja, jaz bi mogoče pač čisto na nekem najbolj individualnem nivoju se mi zdi pač mogoče pomemben, da se ljudje začnejo kuhati, naučiti, da znajo bolj kuhati sami. In pa bojo v bistvu tudi skozi to dejansko bolj začeli odkrivati hrano in tudi tako, kaj je bilo prej rečeno, pa se strinjam, da dejansko pač lahko iz osnovnih sestavin se rastlinskih pač naredi ful okusen, polnovreden obrok in dejansko pač manj rab potem posegati ali po meso ali pa tudi po kakršnih koli predelanih izdelkih, ampak ja, predvsem je treba znanje kuhati. Mogoče, če kar zaključimo tudi s tem, jaz bi rekla tako, vemo, kakšna so vodila podnebju prijaznejšega prehranjevanja in dejansko se nikoli še ni bilo lažje prehranjevati na podnebju prijazen način kot danes. Tako da se, lahko to vzamemo kot nek izziv, kot neko avanturo, se dobimo s prijatelji, kuhamo skupaj, res, da gledamo na to ne kot neko prisilo, ampak kot nekaj, kar nam bo dodalo neko dodano vrednost tudi. Tako da, tako na hitro. Hrana ni samo pač v bistvu hranilo, ampak je tudi mogoče sredstvo povezovanja. Najlepša hvala vsem. Zdaj pa vidim, da je kar nekaj vprašanj še iz publike, pa bom začela kar s prvim za Andrejo Vezovnik. Precej nekdo, ne vem, oseba sprašuje, precej ljudi v mojem krogu meni, da so veganski nadomestki nenaravni in zato menijo, da morajo ostati pri pravem mesu, ki naj bi bilo naravno.
Imate kakšen nasvet za takšne argumente, razen seveda tega, da nadomestki niso nujno potrebni, se pravi, kateri argumenti bi najbolj prepričali, sprašuje vprašanje. Mislim, meni je hecen že ta pojem same naravnosti, ne. Zdaj, kaj je naravno, ne. Včasih govorimo o naravni kozmetiki, se lahko hecamo, da je tudi to, kar izločamo, naravno, ne, pa še ne pomeni, da se to potem damo na obraz, se lahko malo pošalim, no. Skratka, koncept naravnosti je mogoče nekaj, kar je v naši družbi zdaj zelo trendi, ne, se pravi, moramo jesti vse naravno. Kaj zdaj to pomeni, je pa zelo lahko abstraktno, ali pa se lahko zelo mogoče vsak po svoje interpretira. Jaz bi rekla, da verjetno imajo te ljudje v mislih predvsem procesirane, pa visoko procesirane izdelke, ne, to, kar smo že prej omenjali, ne, v tem smislu, ja, saj ne rabite pač jesti mesnih analogov, lahko pač preprosto jeste ali mogoče manj procesirane, recimo tofu, ne, ker za razliko od Beyond Burgerja manj recimo procesiran, ne, ali pa ne vem, manj aditivov ali karkoli, ne, ali pa pač jeste stročnice, ali pa nekaj, kar se skuhate, ne vem, to se mi zdi zelo preprosto, no, mogoče bi še kdo drug iz tega bolj nutricionističnega vidika to. Jaz bi samo eno misel, ker ponavadi pogosto jaz slišim te argumentno, da je to nenaravno, ampak hrenovke pa mislim, te stvari pa so potem naravne, ko je to super procesirani izdelki, a ne, kje je potem ta meja, kaj je naravno, kaj ni naravno, potem se lahko vprašamo na koncu, ker tudi pri nekih mesnih izdelkih, ki jih dojemamo kot nekaj naravnega, v bistvu pa se niso čisto naravni, kaj vse najdemo notri. In tudi meso je tako poceni v tem trenutku, da se res vprašaš, kje so ti okoljski stroški, podnebni stroški, ljudje, koliko izkoriščanja ljudi od tem, a to pa je naravno potem? Ne vem, no. Mogoče je ta definicija, kaj je naravno, tudi zelo kulturno pogojena, ne. Če še dodamo ta etični vidik, se pravi, je naravno uživati meso, ne pa pač recimo, ne vem, mesnih nadomestkov. Potem je tukaj vprašanje za Niko Kremič, mislim, da sicer si že deloma omenila, si že odgovorila, pa vendarle, ali so bili pri vaši primerjavi cen burgerjev, v bistvu so bile narejene primerjave polpetov v trgovini, predvidevam, da sprašuje mesnih polpetov, se pravi, ste primerjali rastlinske polpete in mesne polpete v trgovini? Tako, se pravi, rastlinske burgerje pa goveje. Torej se tiste cene, razlike v cenah nanašajo na končne izdelke. Potem je pa še vprašanje spet za Andrejo, lahko pa tudi se še kdo drug pridruži. Francija je pred kratkim prepovedala tako imenovane mesne izraze za mesne nadomestke, za rastlinske nadomestke mesa, no. In dejansko vem, da tudi na ravni teh evropskih proizvajalcev so kar močni pozivi, da se pač ti izrazi prepovedo tudi na evropski ravni. Kaj menite, pač je takšno zaostrovanje pač potrebno, nepotrebno? Ja, to je treba razumeti v kontekstu ideološkega boja, se pravi, gre za to, ali naj mesnim nadomestkom rečemo meso, ali naj uporabljamo, ne vem, označevalce besedne, ki konotirajo meso, recimo, ne vem, piščančji medaljoni ali kaj podobnega, ali pa mleko rečemo, ovsenemu mleku rečemo mleko. Zdaj, ja, se pravi, Francija se je odločila, pač izglasovali so ta ukrep, da se to izrazoslovje pač razlikuje, ne, se pravi, da je prepovedano nekako reči nadomestkom meso ali mleko, ne. Zdaj, kot sem rekla, ne, tukaj gre popolnoma samo za obranitev, neko ideološko obranitev mesa, mlečne industrije, mesne industrije, tudi z vidika trženja, ker argumenti so, da bo potrošnik potem zamenjal, ne, mogoče se bo zmotil, ko bo kupil mesni nadomestek namesto pravega mesa, ne. Tako da tega se v bistvu industrija boji, ne. Mesni in mlečni lobiji so izjemno močni, še vedno to vidimo že na subvencijah, ne. Tako da tukaj moje osebno mnenje je, jaz nimam nič proti temu. Je pa zanimivo, kako se industrija nadomestkov poigrava, ne vem, če ste opazili, ali prav je dal zdaj ven ovseno mleko, ne, in na njem piše milk
this is not milk, ne, se pravi na veliko, ne, in v bistvu mi je zanimivo, kako tudi Oatly gre malo v to smer, kako se je ta industrija v bistvu na nek inteligenten način odzvala na te dokaj ideološko verjetno. Tudi, mislim, za njih, za mesno industrijo pa mečno pomembne stvari, ampak v resnici nepomembne stvari. Ja, mogoče samo to, da v bistvu ta v Franciji postopek je bil zaustavljen, razveljavljen. Tako da niso pač na koncu, ker bi mogel v novembru stopiti v veljavo, pa pač ne bo se zaustavil in bojo šli v še eno rundo. Ampak ja, pač dejansko je pač ideja ta, da bojo pač potrošniki po nesreči ne bojo znali ločiti izdelkov, kar je vprašanje pač od tega, kako so napisane stvari na embalaži, ampak vse da v ozadju je pač to, da se pojavlja nek strah, da bojo pač potrošniki vseeno začeli posegati po teh izdelkih, pa z njimi nadomeščati. Žiga, pa kar ostano pri tebi, eno vprašanje glede medu brez čebel. Zanimivo, se pravi, pač poslušalka sprašuje, če je med brez čebel enaka podpora imunskemu sistemu kot med pravih medonosnih čebel. Tako kot sem rekel, se pravi, ta med, ki ga je razvil pač ta startup, je zaradi tega, ker ima pač enake sestavine, enake učinkovine. Če bi bil pa, ne vem, nek agavin sirup ali pa nekaj, pa jasno ne. Ampak ta konkreten je. Pa v tem primeru ne bi mogli govoriti o ponaredkih medu pri tem izdelku. Tako je na nivoju Evropske unije, je pač zakonodaja, da se lahko reče med samo izdelki vključuje čebele, tako da pač označevanje je nekaj, kar je neka tema posebej. To je pač med, ki je razvit iz rastlin, iz rastlinskih osnovnih sestavin, brez samo pač ni vmes čebele. Potem je tukaj še eno vprašanje. Udeleženka piše, da v zavrženi hrani ni bilo nič govora. In da bi pač, če bi zmanjšali zavržke hrane, tudi bistveno zmanjšali izpuste toplogrednih plinov in prosijo za komentar Niko. Ja, o zavrženi hrani ni bilo nič povedanega, omenjeno je bilo, ampak vseeno je danes fokus na rastlinske nadomestke mesa, hkrati pa je vseeno, tudi ko pogledamo ogljični odtis, pač v Monoterji gledamo zgolj podnebni vidik, tudi okoljski vidik, ampak vseeno je neprimerno večji vpliv na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma pomembnejši ukrep to, da izberemo hrano, ki je večinoma rastlinskega izvora, v primerjavi s tem, da se izogibamo zavrženi hrani, kar je absolutno izredno pomembno. In jaz niti ne bi rekla ali, ampak jasno je in med tema dvema. Ker ne samo, da v bistvu s tem zavržemo jasno vse naravne vire, ki so bili porabljeni za njeno pridelavo, tudi v bistvu finančno se nam definitivno ne izplača. In ne vem, prejšnji teden podatki, ali 2 tedna nazaj Sursa za lansko leto, ki so pokazali, da smo spet v Sloveniji 68 kilogramov hrane zavrgli, od tega je bilo 38% še užitne, mislim, to je dejansko metanje denarja stran. Ne vem, to. Ja. No, tukaj je pa še vprašanje glede šolske in vrtčevske prehrane. Sprašuje se, nekdo komentira, da so jedilniki otrok natrpani z mesnimi obroki. Ali morda, kdo ve, Nika Kremič, se tukaj pripravljajo kakšni ukrepi, smernice za spremembo jedilnikov? Ja. Bi bili potrebni? Iskreno nisem pregledovala jedilnike, vem pa, da je tako kot pač skladno s smernicami, se pa oni sledijo trenutnim smernicam do 300 gramov mesa. Tako da tem smernicam bi morali slediti. Več kot to ne bi smelo biti, sigurno je pa še vedno veliko mesa, kot smo rekli, smo mestna država, pa mestna industrija zelo močna in tudi v teh jedilnikih. Vsekakor je tudi za njih bi bilo, rekla, priporočljivo poslušati našo današnjo okroglo mizo. Tako da sigurno bodo tudi tukaj proizvodniki,
Ko smo pa že omenili šole in vrtce, potem, ko smo omenili navade, mogoče smo pozabili si postaviti, da bi bilo fajn tudi v izobraževalni sistem, se pravi, povečati tudi število ur gospodinjstva, se pravi, da se uči tudi že na majhnih, kako pripravljati jedice, kako kuhati, kako. No, pa še eno vprašanje pa za Umanotero, se pravi, najbrž za Niko Tavčar. Komentar Nuno je, da tudi sami delujemo tako, tukaj se pa nekaj ne vidi, kot govorimo, se pravi, sprašuje oseba, kakšno hrano ponujate na vaših dogodkih in kakšen je odziv udeležencev. Ja, v bistvu na naših dogodkih je vsa hrana, ki jo ponujamo, taka, ki zadošča s tem 7. vodilom podnebju prijaznejšega prehranjevanja, ki smo jih danes že kar nekajkrat omenili. Kar bi izpostavila je, da vsaj zaenkrat nismo dobili niti enega odziva, negativnega odziva. Zdaj bom pogledala še direktorico, ki je že precej več let kot jaz tukaj in tudi ona pritrjuje temu, no. V bistvu največkrat so odzivi v smislu, wow, kako dobro da se, in pač, kar sem jaz dojela, je, da ljudi dostikrat strah, da se ne bodo najedala, ne. Pa nikoli še nihče ni šel lačen z našega dogodka, tako da zelo dobri odzivi so, no, tudi. Je pa tudi pomembna ena stvar, no, da vedno, kadar organiziramo dogodke, preverjamo prej parkrat, ali bodo vsi udeleženi res prišli, da uskladimo tudi količino hrane, s tem, koliko udeležencev je tam, ne, res, da se izognemo zavrženi hrani, kar je bilo tudi prej že omenjeno. Tako da ja, da se in ni težko in tako upamo, da na ta način tudi ljudje potem sami delujejo, no. Tako sem že kar parkrat dala tudi kontakt teh naših gostinskih ponudnikov naprej, ker te gotovo jemljem kot en pozitiven znak. Tudi mi imamo podobno politiko, da vse, kar se tiče internih dogodkov, poslovnih kosil, vse, kjer pač mi, če rečem, mi častimo, je vedno pač plant-based oziroma rastlinsko. In tudi zaenkrat, kljub strahovom različnih teh ljudi, pač vidi, da se da pripraviti pač zelo okusne hranilne obroke. V bistvu, ravno ta element, ne, da se da nekaj, pač, kar je okusne, ker se mi zdi, da ljudje imajo ponavadi dostikrat v glavi to idejo, bomo jedli pa solato. Ne, tako pač eno morje možnosti je, kaj lahko ješ, kaj lahko pripraviš na podnebju prijaznejši način, ki je tudi zdravju prijaznejši. In tudi, če imamo konferenco, ki je dolga, ne vem, 4 ure in imaš potem po 2 urah en zrezek, greš v bistvu lahko sam spat. Tako, taka hrana je tudi boljša, tako te spodbudi k razmišljanju, brain fooda, ne, prav da ti omogoči, da potem tudi lažje deluješ, no, tako. Še kakšen komentar? Mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja, vse komentarje. Tako, zaključujemo tole okroglo mizo. Naj sem še povem, da bodo vse predstavitve govorcev po koncu dogodka poslane udeležencem. Prosila bi vas samo še, če v chatu, v razdelku chat, izpolnite anketo, mogoče kar takoj po dogodku, da ne boste potem pozabili. Pač s to anketo boste Umanoteri pripomogli izboljšati naslednje dogodke, tako da bomo hvaležni za vaše povratne informacije. Zahvaljujem se vsem govorcem, mislim, da so bile predstavitve in njihovi komentarji zelo zanimivi, da smo odprli temo, o kateri se definitivno premalo govori, da smo tudi načeli veliko vprašanj, ki mislim, da so pomembni tako za potrošnike, tako za odločevalce, tudi za industrijo, tako da upam, da to je šele začetek podobnih dogodkov in debat v Sloveniji. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Hvala. Hvala.